Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in oglašam se vam z Medžugorja. Veste kaj? Tako, ko poslušam zgodbe ljudi na avtobusu, ki so z mano, mi tako ganljivo, ker vidim, kakšne čudeže dela vera. Pa res čudeže, ljudje, ki iskreno predajo energijo, voljo božanskemu vodstvu in si dovolijo spustiti karmične lekcije. To se tako neverjetno zgodi, da človek samo gleda. Na avtobusu je tako lepa energija, tako lepo, tako samo šiba, samo gre, energija gre. Vam povem, toliko sem srečna, ker vem, da sigurno nekdo na tem avtobusu bo doživel milost. Zmeraj je tako. Že tako, mi smo milost doživeli tukaj v Medžugorju. Zdaj je toplo, če sem dala srajco gor, ampak drugače je toplo 30 stopinj. In je oktober. In je res tako lepo. Veste, se ni važno, kam greš. Ali greš v neko samoto, ali kamorkoli, gre se z namenom. Kam greš z namenom. In ko te nekaj pokliče, se nekaj zgodi. Ko sem prvič peljala skupino sem v Medžugorje, je bila z mano ena gospa, ki je ves čas jokala. In ta gospa, sami kačji pastirji so okrog. Sploh ne vem, kaj to pomeni, moram še vprašati gor. Ampak ko sem bila na Sardiniji, so bili sami kačji pastirji. In zdaj, ko sem tukaj, sami kačji pastirji so okrog mene. Tako gre čez mene, preporod, preporod, preporod. Očitno nekaj se dogaja. V glavnem, prvič je bila z mano ena gospa, ki je ravno kar pokopala moža in je samo jokala, jokala. In ko smo šli na Križevec, in Križevec je v bistvu tamle zadaj, kjer je svetloba, to bomo šli jutri, se je zgodila ena taka neverjetna svetloba in ona je šla skozi to svetlobo in od tam naprej se je samo smejala. In zdaj, aprila, za prvomajske praznike je bila z mano in je bila na frišem poročena. Veste pa, da nate mislim, da je ta gospa stara 25 let, ampak je bolj okrog 65 let in se ponovno zaljubila in srečala nekoga in se poročila in se zdaj prebuja kot ženska. Veste, kako je prebuja kot ženska. Zdaj, ko vam to govorim, imam kurjo pot, ker vem, koliko zlorabe mi kot ženske predelujemo. Koliko ranjenosti. In kako veste, da ste vi kot ženska ranjene? Prva stvar, telo nam pove. Če imate kar naprej vnetja, ste ranjene kot ženske. Če imate močna stegna, tam gor en ptiček leta in tako, pa kačji pastir leta, tako neverjetno lepo je. V glavnem, kako veste, da ste kot ženska ranjena? Če se vam nabira maščoba na trebuhu, če imate močna stegna in imate sam celulit po telesu. In to pomeni, da ste cela v nekih vnetnih mislih in procesih in enostavno ne morete spustiti boleče spomine in ti boleči spomini vas enostavno vsakič znova pokosijo. Kako veste, da ste ranjene? Če vas kolena bolijo, kolki bolijo, če se sramujete svojega telesa, da ga ne morete sprejeti, da imate mogoče kakšen del majčkeno večji ali pa majhen manjši, ja, ste ranjene kot ženske. In ženske imamo tako močno zapisano svojem v kodi noter sram. Sram je tako brezvezna zadeva, ker pomislite, glejte, v Svetem pismu na začetku, pač kaj je resnica, se ne ve, ampak v glavnem, eno je, Eva je zapeljala Adama, da sta jedla prepovedan sadež. Se pravi, je označena v osnovi, ženska je slaba. In v glavnem ta ženska, ki je slaba, ne doživlja jezo
zaradi tega, ker jo je kača zapeljala, ampak oba dva, tako Adam kot Eva, doživljata sram. Nju je sram in se skrijeta za figov list. Tako zanimivo, ne? In v bistvu prav sram je najnižja vibracija, ne jeza, ne strah, ampak sram. Katerih dejanj se sramujete? Vi. Česa vas je sram? Če vas je sram svojega telesa, 3 klobase imam, pa kaj pol? A sem zaradi tega kaj manj jaz, če imam tle nekaj oblog? Ne, nisem. To je moje telo in to je vozilo moje duše. In če imam kje še neko skladišče, ki ga ne morem sprejeti, ali je to tumor, ali je pa špeh, je v bistvu povezano s tem, da je čas, da se nečesa osvobodim. In kaj je tisto, česa se moram osvoboditi? Danes zjutraj, ko smo šli od doma, sem potegnila par kart Prehodu novo dobo in je ena od kart, ta prva je prišla nad angel Uriel. Čustveni strup zapušča moje telo. Ne? In zdaj je res čas, da spustimo čustveni strup. In vam povem, da tukaj, ko ko hodiš po teh kamnih v Medžugorju, dejansko ti kamni prevzamejo tvojo bolečino, ti odvzamejo tisto težo, ki jo nosiš za seboj. Ta trnje, ki povsod okrog, pač se ne hodiš po trnju, ampak v glavnem ni to asfaltirana pot, ampak ti odvzame del tvoje bolečine. Nekaj se zgodi. Čeprav cerkev ni priznala uradno te Medžugorja kot svetega kraja, sploh ni pomembno. Gre se za to, da tam, kjer veliko ljudi moli, se ustvarja polje energije in to polje energije je nekaj, kamor prideš in to začutiš. To je polje energije. Očitno sem našla kamenček. Zanimiv je, tako kot en trikotnik je tale moj kamenček. Jutri bomo odlagali kamenje na Križevcu. In ko bomo šli gor, vsak ima kakšno stvar za predelati, za odložiti, ali pa se za zahvaliti mogoče. Ta božanska energija, ki nas obdaja povsod. In a veste, zakaj mi je Bosna tako zelo všeč? Zato, ker ni še toliko turistična, ker ni umazana, ker ni prepojena z nekimi umetnimi zadevami, ampak še vedno kamen. Še vedno je tukaj trava, ni asfalt. Ne, ko prideš v nek zabaviščni park, recimo tako, kot smo bili zdaj na Sardiniji, ker recimo ta Porto Cervo, ki je v bistvu zabaviščni park za najbolj bogate ljudi na tem planetu, se pravi, tam je najdražji ali pa eno od najdražjih pristanišč in tja hodijo sami bogataši. Vse lepo, nič ne rečem. Vsak kamenček ima svojo pozicijo, ampak je umetno. Raje imam te naravne zadeve. Ta kamen, ki je prepojen s to travo okrog, ki je v bistvu še čist naravna zadeva. Tamle Ibrinje sem ga nabrala. Meni je to bolj všeč, narava. Meni je bolj všeč ta pristnost. Tudi surovost na koncu koncev, pa finesa. Veste, v osnovi smo vsi ljudje enaki, isti. Vse noter si vsi ljudje želimo isto. Želimo si ljubiti in želimo biti ljubljeni. Ja, verjamem, da smo vsi enaki. Ampak mnogi ljudje so tako močno ranjeni, da so tako kot, veste, divji prašič, ki je zastreljen, bo dejansko je nevarna žival. In tako so tudi ljudje zastreljeni in postanejo nevarne živali, dobesedno. V njih se zbudi nek živalski nagon in namerno ranijo druge ljudi, zato ker so sami ranjeni. Enkrat bo prišlo do tega, da se bo tudi to spucalo. Res sem prepričana v to.
da ta čas prihaja čas bolj pristnih energij. Veste, kaj opažam, da se zdaj ta trenutek čisti? Ta trenutek se čistijo energije, te perverzne pohote, spolne energije, zlorabljene ženske, ko moški gledajo žensko kot spolni objekt, se pravi, kot sredstvo za svojo potešitev. To se končuje. Ženske, ki prihajamo v svojo božansko moč, ne moremo dovoliti, da nas zmanipulira dvorni norček, ki si je nadel krono. Ženske, ki prihajamo v svojo moč, bomo najprej cenile svoje telo in ne moremo pristajati na nič manj kot na pristno ljubezen. Ženske, ki prihajamo v svojo moč, ja, tudi prepoznavamo te dvorne norčke, ki imajo na sebi krono in izgledajo kot kralji, ampak v osnovi so samo dvorni norčki. In tudi verjamem, da ta moški nove dobe, ki se bo rodil iz ženske, ki je v svoji pristni ženski energiji, bo ljubeč. Ker moč moškega je v ljubezni, moč ženske je v spolni energiji. Ja. V maternici, v rojstvu, v zemlji, v preživetju. A ne? In ravno obratno je bilo rečeno, da ženska moč je v ljubezni in moška v preživetju. Ne, ravno nasprotno. Ženske imamo širši spodnji del, boke, maternico in to je naša moč. In moška moč je tukaj gor, tukaj so oni, tako, srce je, center njihove moči. In prihaja ta čas prebojenih moških in prebojenih žensk. Tako da, uživajte, vse dobro, lep pozdrav tukaj, jaz tukaj sedim na teh toplih kamnih, enostavno mi je lepo. Lep pozdrav v Slovenijo in vsem tistim, ki tudi izven Slovenije poslušate tale moj kanal. Ja, in pošiljam vam blagoslov. Danes na avtobusu sem to karto potegnila, blagoslov. Jaz molim Zdravo Marijo, molim Zdravo Marijo na ta način. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je z menoj. Blagoslovljena sem med ženami in blagoslovljeni so vsi, ki pridejo v stik z menoj. Naj se zgodi tudi v vašem življenju blagoslov, ker v bistvu to je tisti nevidni prah, rosa, ki vpliva na to, da vse zraste, da se zgodi nekaj lepega, da se rodi novo življenje, da vam vse uspeva, da vam vse rata, da ste varni. Energija blagoslova je tako neverjetna. In zato vam samo to želim. Pošiljam vam energijo blagoslova. Uživajte, vse dobro in ja, se vam oglasim, ko spet čutim. Uživajte.